Razgledi in razmisleki. Animirani film Potovanje Regratove lučke ima simbolično močno izhodišče. 4 regratova semena, ki se odcepijo od regratove lučke po jedrski apokalipsi na Zemlji, se odpravijo na potovanje po vesolju in iščejo nov dom oziroma primerno zemljo, v katero bi se lahko zasidrala. Režiserka Momoko Seto je vsaj delno v film prenesla lastno izkušnjo selitve iz ene kulture v drugo. Rodila se je leta 1980 v Tokiju, zadnja leta živi in ustvarja v Franciji. It was afterwards that I knew that there was a theory of how the life was beginning on Earth. Šele po nastanku filma sem odkrila eno od teorij o tem, kako naj bi se začelo življenje na Zemlji. Tega dejansko nihče ne ve. In ta teorija predpostavlja, da so na Zemljo prišla semena, saj imajo semena zmožnost, da potujejo. Ne, seveda ne tako, kot je predstavljeno v mojem filmu, ampak ideja je ta, da so prišle k nam od nekod drugje molekule semen, iz katerih se je potem razvilo življenje. Tudi moj film je pravzaprav nekakšno seme, ki potuje po svetu. Prva ideja, ki sem jo imela, je bila, da bi naredila pustolovski film, v katerem bi nastopale rastline. Ampak rastlina, ki bi že bila zasidrana v prst, bi bila težko glavni lik takšnega filma. Semena pa potujajo na vse mogoče načine. Živijo, lahko bi rekli, zelo avanturistično življenje. Seme regrata sem izbrala zato, ker smo že vsi pihnili v zrak semena z regratove lučke. Redko kdo pa se vpraša, kaj se s semeni zgodi, ko jih pihnemo v zrak. Kam vse lahko odpotujejo? Nosi jih veter, zataknejo se na kožuh kakšnega psa, pojedo jih ptice in jih tako prenesejo nekam drugam. Imajo resnično neverjetne strategije, kako priti nekam drugam. To se mi je zdela močna metafora tudi za človeško potovanje, ko se odločamo, da bomo šli nekam drugam poiskati dom. Sama sem Japonka in živim v Franciji. Odločila sem se torej, da se bom zasidrala nekje drugje. Do take odločitve pride zaradi ljubezni, prijateljstva, dela ali česa drugega. Na vse te razloge za selitev drugam lahko gledamo kot na semena. Vsekakor bi lahko rekli, da se semena na neki način soočajo s podobnimi izzivi kot mi ljudje. Najti želijo svoj dom. Of the human, but the seeds are living kind of same problematic than us also to find a home. Močno v filmu Potovanje regratove lučke sta tudi motiva končevanja nečesa na eni strani in začetka nečesa novega na drugi. Režiserka Momoko Seto. I'm from Japan and I think in Japan or in Asia we have other thinking of life and death. Sama sem z Japonske. Na Japonskem, pa nasploh v Aziji, drugače razmišljamo o življenju in smrti kot na Zahodu. O tem ne razmišljamo linearno, ampak prej krožno. Začetek in konec torej nista na neki ravni liniji, ampak je vse skupaj bolj kompleksno. Na začetku filma pride do uničenja Zemlje. V ozadju vidimo, da je z neba padla bomba, torej je jasno, da za uničenjem stoji človek. Tega, da si uničujemo planet, na katerem živimo, se vsi dobro zavedamo. Regratova semena v filmu nato poletijo v nebo, v vesolje in tam jih posrka črna luknja. Po tem dogodku pa ni jasno, kje so se znašla. Morda so prišla na Zemljo, preden se je na njej pojavil človek. Res, da ima ta planet 3 lune, ampak bitja na njem so bitja, ki jih najdemo na Zemlji. Nam dobro znane živali in zemeljske rastline. Namenoma sem želela, da bi ostalo odprto za razmislek in interpretacije, kje so se ta semena znašla. Če pa govorimo o smrti, smrt pri rastlini je videti drugače kot pri nas. Mi na smrt po večini gledamo kot na konec. Rastline pa svoje odposlance, semena, pošljejo naokrog in s tem se njihovo bivanje nadaljuje. Všeč mi je ideja, da ljudje in rastline nimamo istega občutka, ko gre za umiranje in za življenje. So I like this the thing that we are not living the same feeling of death and life. V animiranih filmih smo vajeni, da so glavni liki živali. Te so pogosto, če ne kar praviloma, počlovečene.
Rastline kot glavni protagonisti dogajanja, predvsem take, ki ne govorijo in nimajo obrazne mimike, so pa nekaj nenavadnega v svetu animiranega filma. Kljub temu so Regratovim semenom ustvarjalci filma Potovanje Regratove lučke vdihnili čustveno življenje. 4 semenke, ki potujejo naokrog in se soočajo z vsemi mogočimi nevarnostmi in preizkušnjami v tem neke vrste filmu Ceste, so prijateljice, izražajo občutke zaskrbljenosti, veselja, žalosti, strahu. Režiserka Momoko Seto. Of course we didn't want to put eyes and mouth and hands like we used to do in old, animation films. Seveda semenom nismo hoteli narediti oči, ust, rok, kot so to delali nekoč v animiranih filmih. Želeli smo ohraniti njihovo podobo semen. Premikajo se kot prava semena, po tleh se kotalijo, kot bi se kotalila semena. Vseeno pa smo jih morali delno počlovečiti, sicer se človeško občinstvo z njimi ne bi čustveno povezalo, ne bi sočustvovalo z njimi. Zato smo semena ustvarili s 3D animacijo. Vse drugo v filmu so posnetki pravih rastlin in živali. Semena so tako obenem semena in skorajda ljudje. Objamejo se, skačejo v zrak, ko so vesela, da se spet srečajo, saj so mislila, da so se izgubila. To so človeški momenti. Drugot v filmu smo jim pustili, da se obnašajo kot prava Regratova semena. Ves čas smo glede tega iskali neko ravnotežje. Pomembni so bili tudi zvočni učinki, veliko smo razmišljali o njih. Na koncu smo se odločili za uporabo določenih glasbil, pa nekakšnega dihanja in še za vrsto drugih zvokov, s katerimi smo semenom vdihnili življenje oziroma živost. Nismo jih hoteli preveč počlovečiti, pri čemer smo morali uporabiti veliko domišljije. Veliko ravni je bilo potrebnih, da smo jih naredili posebne in drugačne od ljudi. So it's a lot of layers to make them special and different than us. Potovanje Regratove lučke, ki je povsem brez dialogov, so snemali na Islandiji, na Japonskem in v Franciji. Kot je režiserka že povedala, nikjer v filmu ni hotela skrivati dejstva, da gre za posnetke našega planeta, čeprav semena v filmu pripotujejo na neki drug planet. Kdaj se je odločila za pristop, v katerem so kombinirali prave posnetke narave s 3 koncev Zemlje s 3D animacijo? For me it was crucial to film all the environment that they are passing. Bistveno se mi je zdelo, da posnamemo pokrajino, po kateri potujejo, ter vse rastline in živali, ki jih srečajo na poti. Z uporabo makrofotografije in posnetkov v časovnih presledkih, s katerimi dobimo vtis pospešenega gibanja, smo našli lepoto, ki presega predstavne moči naše domišljije. Če recimo 4 tedne snemaš razvoj ene rastline in si ta razvoj ogledaš v hitrem posnetku, je to nekaj neverjetnega. Ko sem prvič snemala kalček redkvice, sem bila presenečena ob ugotovitvi, da se premika kot kača. Če bi si morala predstavljati gibanje kalčka med rastjo in bi svojo domišljijsko sliko tega gibanja pretvorila v animacijo, ga najbrž ne bi prikazala kot kačo, ki se zvija. Narava nas vedno preseneti. V obliki, gibanju, barvi, vsekakor presega našo domišljijo. Za film sem želela odkrivati lepoto in čudežnost narave in ekosisteme, ki jih v filmu spoznavamo. Kar se tiče semen kot takih, pa sem jih morala animirati, ker so to vendarle glavni junaki filma in bi bili preveč togi za glavne like, če bi jih samo posnela. Zgodba in emocije izhajajo iz potovanja semen, vendar pa smo celi 2 leti za film snemali vse, kar srečajo na svoji poti. Torej razne pokrajine in bitja, ki tam živijo. Tudi v studiu smo posneli veliko rastlin in insektov. V letu 2026 se mi zdi ključno, da gledalci in predvsem otroci uzrejo na filmskem platnu čudežnost resničnega sveta, narave, ki nas obdaja. Ni treba iti daleč, da najdeš nekaj čudežnega v lastni okolici. Že samo, ko opazuješ
opazuješ navaden mah v lončku. Če ga začneš natančno opazovati, ugotoviš, da je to svet zase. Ali pa prosojnost lista in kaj vse je v enem samem listu. S svojim filmom sem želela predvsem opozoriti, da moramo začeti opazovati svet okrog sebe, da je dejanski svet bolj zanimiv kot pametni telefon, v katerega bolščimo po ves dan. It's more interesting than your smartphone that you're scrolling every day. Zanimivo je, da ima že samo dejstvo, da vidimo gibanje rastlin v hitrem posnetku, torej v tempu, ki je nam ljudem bližje, na nas potujitveni učinek. Gibanje, ki smo ga sicer navajeni z narave, se nam nenadoma zazdi tuje, kot nekaj, česar še nismo videli. To je enako zanimivo za odrasle in otroke. Vsekakor pa gre za tip animiranega filma, ki ga nismo vajeni in zahteva bolj pozorno gledanje kot siceršnji animirani filmi. Predvsem tisti, ki so narejeni za otroke. K temu pripomore tudi dejstvo, da o potovanju Regratove lučke Regratova semena ne govorijo. Yeah, it's also important that there is no dialogue because words already separates people. Pomembno je, da ni dialoga. Že besede same imajo učinek, da ločujejo ljudi. Če bo neka beseda japonska, je ljudje, ki niso Japonci, ne bodo razumeli. Potem potrebuješ podnapise. Če vključiš kakšno zelo komplicirano besedo, je nekateri ljudje ne bodo dojeli. Sama sem iskala univerzalni izraz, ki ga najdemo v barvi, montaži, glasbi, zvoku, gibanju, plesu in prikazu tega, kar nas obdaja. Vse to je razumljivo vsem, ne glede na starost, nacionalnost, kulturo. Predvsem pa so univerzalna čustva. Želela sem, da bi tudi zelo mladi ljudje ali zelo stari lahko gledali moj film in se nanj čustveno odzvali, oziroma ga dojeli vsak na svoj način. Ko povem ljudem, da gre za film o semenih, jih to ponavadi najprej odbije ali vsaj preseneti, ker je pač nenavadno. Ampak če ljudem ukradem 1:15 minut, jim v tem času želim pokazati nekaj nenavadnega in ne nečesa, česar so navajeni. Ponuditi želim drugačno izkušnjo. Velik poudarek v mojem filmu je na okolici, ki obdaja semena. Kot gledalec si moraš vzeti čas, da si to okolico dobro ogledaš, jo dojameš. Od gledalca si želim predvsem to, da si vzame čas in da je pozoren. V pozornosti vidim možnost upora v našem svetu. And it's this gesture that I think is kind of resistance of our world. V filmu je tudi nekaj precej strašljivih stvari, polži, skozi katere zrastejo glive, denimo. Grozljivo, a obenem režiserka tudi to predstavi kot nekaj čarobnega. Magičnost, lepota sveta, ki jo Regratove lučke in z njimi mi gledalci odkrivamo, je v ospredju tega filma. No, I like the thing are not uni-definition. Rada imam stvari, ki jih ne moremo preprosto označiti, kot ogavne ali grozljive, na primer. Svet je zelo kompleksen. Ljudje radi poenostavljamo reči, iščemo oznake za pojave, ki jih zaznamo. Sama si želim narediti obratno. Stvari želim prikazati nepoenostavljene. Glive, gobe se nam zdijo čudne. V znanstveno-fantastičnih filmih so pogosto metafora za nekaj čudnega, recimo kontaminacijo. Če pa se poglobimo v gobe, na primer v kraljevega ostrigarja, vidimo, da ima izjemno elegantno strukturo. Pod klobukom ima izjemno lepe linije, navtip je nežen. Imamo torej stereotip gob in gliv, ampak stereotip je vedno posledica nepoznavanja oziroma samo površinskega poznavanja. Ko začneš stvar spoznavati bolje, se nemudoma odmakneš od stereotipa. Ali pa Pavš Lazar. Veliko ljudi mi je reklo, da filma ne morejo gledati, ker v njem nastopajo lazari, saj jih sovražijo. V potovanju Regratove lučke pa lazari skoraj spominjajo na konja, na veliko prijazno žival. In tekstura kože je svetleča. Drug tak primer je žabi paglavec, ki tudi nastopi v filmu. Ko ga vidiš v makroposnetku, opaziš, da imajo ti paglavci na trebuhu zlate pike. Videti so kot leopardije. Ko jih povečamo, jih preobrazimo v nekaj drugega. Vsekakor jih začnemo dojemati drugače. Če nekaj drugače pogledamo, torej tudi drugače vidimo. Isto velja za ljudi.
Če se poglobimo v nekoga, ki se nam zdi tuj, ga morda začnemo doživljati drugače, v njemu zremo lepoto, bližino, kjer je bil prej vtis tujosti. Na to gesto želim opozoriti s svojim filmom. Gesture of your eye that it's maybe also this film try to tell you. Momoko Seto je za potovanje Regratove lučke prejela več pomembnih nagrad. Na primer nagrado Fipresci na festivalu v Cannesu, pa nagrado Paula Grimoja na festivalu animiranega filma v Annecyju. Tudi odzivi občinstva so, kot pravi, izjemno pozitivni. Otroci po ogledu filma prihajajo do nje z vrsto vprašanj. Pozitivno življenje filma, ki sledi nastanku, režiserko navdušuje. Yes, so Dandelion's Odyssey started his life, her life, its life. Film je svojo festivalsko pot začel lani v Cannesu, kar je bilo za nas zelo pomembno. Ne gre le za otroški film ali animirani film ali eksperimentalni ali umetniški film. Za filmsko ekipo in film je bila uvrstitev na ta največji festival čudovita. Da smo dobili prav nagrado Fipresci, torej nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov in novinarjev za spodbujanje filmske umetnosti, mi veliko pomeni, ker so ocenjevalci očitno prepoznali, da je ta film nekaj posebnega v okviru filmske zgodovine. Vsekakor vsebuje neki nov način animacije. V Annecyju, na največjem festivalu animiranega filma na svetu, smo dobili nagrado, namenjeno novim oblikam, izrazom filma. Pomembno se mi zdi tudi, da smo naredili neke vrste ekološki film. Ampak ne kot je to narejeno ponavadi, ko je v ospredju prikaz nevarnosti, ki nam preti, če bomo ljudje ravnali še naprej, kot ravnamo. Običajno so ekološke teme v filmih predstavljene izrazito negativno, kot katastrofe, bolezni in tako dalje. Pomembno mi je bilo pokazati povezanost biti, ampak na pozitiven način. Pomislite samo, da vdihavamo iz ločke rastlin. Kisik je njihov iztrebek. In mi ta iztrebek potrebujemo, da lahko živimo. Svoj pogled na to, kje živimo, moramo spremeniti. Ljudje in narava nista nekaj binarnega. Mi smo del narave. Naravo potrebujemo. Nature and human, but we are part of them and we need them. Razgledi in razmisleki.